3. člen, kjer imamo amandma, da se člen spremeni. Dajem predlog v razpravo. Je na podlagi mnenja zakonodajno-pravne službe. Dajem ga na glasovanje. Kdo je za? 9. Je kdo proti? Ne. Amandma je sprejet in s tem člen spremenjen. Prehajamo k 4. členu, kjer imamo amandma, da se člen spremeni. Želi kdo razpravljati o tem predlogu? Ne želi? Gospod Verbič. Hvala lepa. Tudi k 4. členu je bil podan predlog amandmaja, pri čemer računamo, tako kot v prejšnjem primeru, da bi seveda odbor za gospodarstvo podprl in sprejel predlagane amandmaje Vseslovenskega združenja malih delničarjev, sicer pa prosimo, da bi vsaj sprejel odgovore in podal odgovore na podane argumente pri amandmajih. V tem smislu pri 4. členu predlagamo naslednje, zelo na kratko. Obstoječi 22. člen zakona o prevzemih 1 vsebuje preveč izjem od uporabe tega zakona, ki niso utemeljene. Nekatere pa so celo očitno in odkrito namenjene finančnim holdingom. Po mnenju... Gospod Verbič, ja, prosim. 22. člen ni predmet novele zakona, tako da ni možno razpravljati, niti nič spreminjati. To je predmet 4. člena. Ne, ta se nanaša. Za 3. se doda nov 4. člen zakona o prevzemih. Ne. Po poslovniku ni možno. Glasujemo, kdo je za ta amandma. 9. Je kdo proti? Ne. Amandma je sprejet in 4. člen spremenjen. Potem 5. člen, kjer ni amandmaja, želi kdo razpravljati o njem. Ne, glasujemo, kdo je za. 9. Je kdo proti? Ne. Nihče. Člen je sprejet. 6. člen, prehodna in končna določba. Želi kdo razpravljati? Ne, glasujemo. Ja. Predstavnica gospodarske zbornice, gospa Obršek. Hvala lepa za besedo. Jaz sem zelo vesel razlage gospoda sekretarja. Gospod Podbevšek, ja, GZS. Gospod sekretar je razložil, čem je namen določbe in to me veseli. Samo skrbi me konkretna dikcija predlaganega 6. člena, ki se glasi, da družbe, ki pač izpolnjujejo minimalni prag 25%, ne izpolnjujejo praga 75% in v katerih delničarji nameravajo kupiti delnice, da mora dati ponudbo. In zdaj v praksi ne vem, kaj naj bi to pomenilo. Ali bo nekdo arbitrarno presojal, kdo je nameraval, kdo se je pa kasneje odločil, ali ne bi bilo bolj spustiti, tako kot je zdaj urejeno, da daš pač prevzemno ponudbo ob naslednji transakciji, tako kot je tudi gospod sekretar razložil. Hvala. Hvala. Državni sekretar. Tukaj smo želeli s tem povedati, da takoj, ko namerava, se pravi, takoj, ko bo želel, če že dosega zdaj, oziroma presega prevzemni prag 27%, naprimer 27% in takoj, ko bo želel pridobiti eno delnico, mora dati prevzemno ponudbo. Ne more pridobiti dodatne delnice brez ponudbe. Ja. Mogoče bi bilo bolj enostavno, če bi se tako napisalo, ker dejansko je težko oceniti, kdaj kdo začne nameravati. Zdajšnja ureditev posod, vseh zakonov o prevzemih, kar smo jih imeli možnost videti, je, da so obvezne javne ponudbe vezane na trenutek transakcije. Ko nekdo preseže prag, da javno ponudbo. In to je enostavno spremljati in nadzorovati. Ko nekdo namerava, je pa težko. To pravičujem. A lahko to mnenje oblikujete kar v konkretne amandma, ker drugače razprava sama je lahko zanimiva, ampak mi moramo odločati. Mogoče mi se strinjamo z zakonodajno-pravno službo, da tudi, če se ta člen črta v celoti, bo enostavno jasno, koga zavezuje zakon o prevzemih, se pravi družbe, ki
presegajo vstopni pa ne izstopnega praga in da enostavno nima smisla zakomplicirati stvari za nadzorne institucije z presojanjem, kdo je kdaj nameraval, ker enostavno njih zavezuje zakon o prevzemih, ko bo kdo kupil delnico, bo zavezan dati javno ponudbo. Ja, spomnil bi na to, da ob tej razpravi, da je gospa Kurentova opozorila svoje mnenje oziroma postavila vprašanje, ali je dejansko ta določba sploh potrebna oziroma ta člen. Vlada. Mi ustrajamo na stališču, da člen prehodne določbe ostane, da smo čim bolj jasni. Me pa zanima mnenje zakonodajne pravne službe v zvezi s to dikcijo nameravajo. Če lahko, prosim. Prav? Gospod Andreja Kuren. V bistvu mi smo tukaj res usporavali, da taka prehodna določba, da absolutno ni potrebna. Če sem vas jaz dobro razumela, ste jo vi dali zaradi jasnosti, v bistvu, če rečemo narekovaj za vsak slučaj, da bo to jasno. V tem smislu je tako določba tudi napisana, ne? V bistvu samo pojasnjuje in v bistvu jaz ne vidim tukaj tazga zapleta namerava, ne? Če je to samo psihološki proces, to absolutno nima on kaj parjavljati, ne noča, ne? Takoj, ko bo pa sprožil prvi postopek, predvidevam, da sem vas jaz dobro razumela, bo pa padel pod zakon o prevzemih in pod vso proceduro, ki jo zakon ureja. Ni predloga za amandma oziroma za spremembo ali črtanje tega člena. Naš predlog je 6. člen se v celoti črta. Če ga lahko zgornič. Ali kdo formalizira ta predlog v amandma? Gospod Verbič. Hvala, predsedujoči. Že prej sem se javil k besedi, pa žal niste opazili. Že v redu. Hvala za besedo. Vse slovensko združenje malih delničarjev tukaj popolnoma podpira in sledi predlogu, kot je bil podan strani vlade. Menimo, da vendarle že sama namera je lahko pri posameznih dejanjih tudi indikatorna, da je lahko razvidna in v postopkih, ko je to potrebno, se da to dokazovati, da je bila namera prisotna, pa ni bilo že ob sami nameri dejansko izvedeno tisto, kar bi bilo potrebno po zakonu o prevzemih, torej recimo prevzemna ponudba. In s tem v zvezi se je seveda v številnih primerih v preteklosti in še sedaj takšna praksa dogajalo to, da je prevzemna ponudba zgolj formalizacija že upravljenega prevzema. In v tem smislu je ta namera več kot na mestu, zato to podpiramo, takšen predlog. Hvala. Hvala, očitno imajo mali delničarji oziroma njihov predstavnik precejšnjo težo na tem odboru, kar je dobro. In vlada vztraja na tem, da ta člen ostane. Dajem ga na glasovanje, kdo je za. Kolega Rugli, izvoli. Hvala lepa za besedo. No, jaz mislim, da če je namera resna, da je ta predlog vlade čisto v redu. Če pa kjer nima resnih namer, pa če se sem pogovarja, takrat mu pa tudi ni treba objavljati. Hvala, glasujemo. Kdo je za? 9. Je kdo proti? Ne. Člen je sprejet in 7. člen uveljavitev zakona. Kdo je za? 9. Kdo proti? Ne. Nihče. S tem smo opravili obravnavo amandmajev in členov in izglasovali vse člene. In za poročevalca predlagam, da določimo predsednika oziroma enega od podpredsednikov in s tem zaključujem to točko in se zahvaljujem za sodelovanje pri tej točki. Mi pa prehajamo na naslednjo točko, tretjo točko, to je predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o gospodarskih družbah.